Fantasy. Radio Fantasy. Nekaj božične glasbe, kaj ti blizu je, za vogalom že trka na vrata, minuta je čez pol, ni božiček potrkal, je pa Matic Fabijan, dobro jutro. Dobro jutro. Zgodna ura ali ne? Ja. Ne, kje, jaz sem že v 5 stal. Si že kolesaro danes? Ne, bom šel pa laufati temu vmes nekje okrog 12, tako da. Kam? Tam v Sevini ali pa tam okrog čez grad, nekaj. Bom že, odvisno kam je bo tisti trenutek. Neslo. Dobro, Ja, da vemo nesla. še kakve rute ima, veš. A si predstavljaš, da te kdo prepozna pa na laufanju, pa ono, Matic, jaz bi imela pa nove joške. Ne, sem je pa pozdravljal. Gospe me pozdravljajo, da če pridem, pa srečam, pa vljudno pozdravim. Pa tako, ampak sem kar leteči, tako da nimam časa, da se ostavljam. Ni časa. Ne. Matic, ti si itak ustanovitelj Alfa in Omega Medical Group Fabijan, pa estetske kirurgije in ravno ti si zdaj dala šuši iztočnico, ne, vedel sem, da si imela na koncu jezikov te ženske prsi. Je to, ali pa presaditev, ali kakorkoli že ti vložki največ posegov pri vas ali imate še kakšnih drugih več? Ja, načeloma je res največ korekcij dojk, zdaj ali so to vsadke, ali so to korekcije samo z nekim dvigom manjšanje dojk. V principu je to najbolj pogost poseg, tudi verjetno najbolj znan v populaciji. Ne? Vsak bo rekel, pri neki estetski kirurgiji pomisli na po mojem prsi. Ne? Ok, ampak zdaj recimo Tina je zadnjič razlagala, da lahko moškemu in ženski seveda pomagamo proti smrčanju. Zdaj, vi pa je pomagate tudi s presaditvijo las, se pravi, da tele najne miki miške bi se lahko midva losala, pa tudi moj dad bi lahko bil čupal spet. Ne, vidva res ne rabita tega, ne, tako da drugače pa pomagamo s presaditvijo las. V bistvu to je zelo popularna storitev. V zadnjem času moški ne predvsem imajo te težave, delno tudi ženske, ampak tle smo pa v teh primeru smo pa moški v ospredju, ne, tako da je. Ampak eno stvar recimo jaz nisem nikoli razumela. Eno je, ko daš ti tisto lasuljo gol, ko si prlimaš, tista je pač taka, kako je. Te laski, ko pa jih vi usadite, dejansko potem rastejo in lahko tudi zarastejo. Vsak folikal za sebe se presadi, se pravi vsak las, ne, zato to traja ta poseg tudi, bom rekel, ne, par ur. Dejstvo pa je, da je to zelo tako, bi rekel, mučno delo za samega operaterja, zato ker pač vsak las 3000-4000 las treba presaditi, ne, in to je traja. Ne. To pa traja. Na koliko je pa razmak? Koliko to gre? Pač en zraven drugega, minimalno kaj gre, zato da sam folikal preživi. Ne. Tako da to je pač tako delo, ki je pač mukotrpno, bi rekel. Pa, za pacienta pa niti ne. Ampak se obrestuje, ker pa imaš a si predstavljaš ti našega direktorja z lasi? Ne, sem pa enkrat videl Silvija Berlusconija, kako izgleda. Ja, pa nismo navajeni, a veš. Ja, v bistvu je, da imaš primarno dovolj svojih las v neki regiji, da si jih lahko predstaviš. Ne? Ker če si ti tako kot Robi, ne bo šlo, to ne bo. Da se pravi, ni več upanja za njega, okej. Za Robija ni upanja. Glede las, mislim. No ja, sej, to je tudi za kaj druga. Ja, no, pa zate ni upanja. Zame tudi ni upanja. Bomo videli. Bomo zrihtali. Ja, zdaj je ta praznični čas, da se malo polepšamo, osvežimo, marsikaj se da pri vas dobiti. Ja, absolutno, se zdaj to obdobje, ne, to praznično, se je dobro, čez celo leto so določene potrebe, ampak mogoče v tem času se ljudje želijo mogoče malo bolj žareti, ne, in v teh primerih mi ponudimo veliko teh bolj neinvazivnih metod, kot so razne laserske terapije, ne, tako kot je že zadnjica Tjaša naša razlagala, ne. Potem so pač ti anti-aging tretmaji, kot so glejanje gub z botoxom, potem glejanje gub s polnili, ne. Potem razni drugi minimalno kirurški posegi, s katerimi recimo lahko določene veke korigiramo. Se pravi, vse je nekako fokusirano bolj na obraz. Tako da, ampak a veš, kaj pravijo, da vedno se staranje pozna na vratu pa na rokah. Tako je, to je drži. Najhitreje pokaže vrat neko
bi rekel, starost. Ne. Roke pa relativno, zdaj tudi odvisno od genetike. Ne. Vedeti moramo, da vrat je en tak, bi rekel, predel na telesu, ker glava je zelo pomična, ne, in koža okrog vratu mora biti zelo elastična, zato da mi lahko glavo zelo lepo premikamo naprej, nazaj, levo, desno, rotacija, se pravi, blazno enih kotov zahteva, ne, in temu primerno se koža potem tudi krči in z leti utrudi in ni več tako elastična in potem enostavno tako in ostane ta koža in zdaj nekih idealnih rešitev za vrat sicer ni. Delno se lahko korigira to z botoksom, z lastno plazmo, laserska terapija, kombinacija vsega, na koncu je pa v bistvu tudi kirurški poseg, ki pa ni tako minimalno invaziven, ne pa treba nekoliko več, bi rekel, okrevanja v smislu nekega liftinga obraza skupaj z vratom se to počne, ampak na koncu je to nekako edina rešitev še, ne, če pride do. Ampak ne govorimo zdaj to pred vama, recimo, da ste še mlade, tako da. Tebe gleda, ne mene. Ej, ti že imaš malo več gubic. Sem gledal, na sredo sem gledal. Ej, imam pa eno foro za tebe, ne. Veš, mi milenijumci, ne, se sprašujemo, zdaj, zakaj imamo toliko gubico, veš, tu okoli ustne. Zakaj misliš? Kako smo pa pozirali? Šobica. A veš, pa imamo zdaj gubice, ko jih je treba popraviti. Ne, je dobro, ja, se to je vsakem drugem, ampak ni, te gubice so nekaj normalnega, ne. Sej, jaz sem zagovornik. Mislim, zdaj te morajo biti, ne, pravijo. Nazolabialne gube so fajn, da so, zato ker pač enostavno ti da nek, bi rekel, obraz. Ja, nek staz dobiš tako ali drugače, medtem ko če si pa zdaj čist, bi rekel, napet, nafilan, proti čemu se jaz absolutno borim in tudi pacientom vedno odsvetujem take kakršnekoli posegih, tudi zavrnem, če so ekstremi, da ne bi potem na koncu vsi okrog hodili prepoznavni kot neki roboti, z velikimi ustnicami, z velikimi lici in tako dalje, ker recimo, če greš v kakšen tak prestižen kraj, vidiš, da so samo neka podobnost. Neka podobnost Vsi v žlahti. ki je Vsi so očitno, v žlahti. ja, ampak na nek način to ni okej, no, ampak bomo videli, kam bo to vse skupaj pripeljalo. Jaz sem zagovornik nekih naravnih korekcij, minimalnih, ki pa človeka, bi rekel, delno osvežijo in mu dajo neko zadovoljstvo, samo podobo na nek normalen način, ne. Ti s svojimi posegi ne spreminjaš samo izgleda, tudi življenja. Ja, se to je tisto bistvo, ne, ta sama podoba je ključnega pomena, danes vemo, vsi smo nekako obremenjeni, skozi nek stres, ljudje rabimo neko tako, bi rekel, osvežitev, poleg neke svoje motivacije vsakdanje, ne, tako kot recimo smo se prej v športu pogovarjali, ne, nekdo ima nekaj drugega, nekdo hodi na jogo, ne vem, nekdo bere knjige, vsaka stvar je dobrodošla za nek, bi rekel, svoj notranji relaks, ne. Dodaja pa, nikoli se pa doda tudi s tem, ne, z nekim polepšanjem vizualnim, ki je pač, če nekoga to zelo usreči in mu da neko dodano vrednost, to je zelo pomembno, ne. Torej, mi dva sva zadovoljna sama sabo ali bova šla kaj? Mislim, da je na prvem mestu to, da si sam sabo zadovoljen. Se pa lahko malo kaj popraviš. Ja, Ti imaš tukaj zdaj 2 novi gubici od včeraj. En komad dan gor, ker imam ful dobro musko, pa še kjer rečemo. Dobro jutro. Dobro jutro. 16 minut do je in z nama je Matic Fabijan, velik zagovornik zdravega načina življenja, potem uravnotežene prehrane in tudi športa. Drži. Tako so zapisali. Ja, se tako je. Čakaj, drugač pa doktor medicine, ali kako že? Tudi med drugim, ja. Pa kirurg, pa kaj še? Koliko nazivov? Ni to pomembno. Pisalo se je leto 2011, ko si naredil specializacijo za to, to pa res. predvsem plastiko, ne? Ja, za plastično kirurgijo, ja. To je bilo 2011, drži, mater, res je že toliko časa. Je, ne? Ja, star si že. Zdaj, Ja. ampak že od nekdaj je veljalo, da so bili najprej posegi na prsih, ampak ni pa tvoj omiljeni del človekovega telesa to. Kje najraješ opravljaš posege? Jaz osebno najrajš obraz operiram, ne. Se pravi, korekcija nosu je nek tako manj. Mi je res tako, vedno sem vas navdušen, če bom šel nos operirati. Drugače pa nasplošno tudi te korekcije vek so recimo zanimive, ušesa, razne. Sej tudi dojke so, ne. Sem pri dojkah v bistvu neka korekcija z vsadki ni nek tak izziv, ne. Bolj večji izzivi so pri kakšnih rekonstrukcijah oziroma dvigu ali pri kakšnih večjih asimetrijah, da dosežeš čim večjo asimetrijo. In take stvari so, bi rekel, po izleti, ko si enkrat v nekih kilometrih, te to bolj zanima, bolj potegne kot pa. Okay, a je res, da mogoče korekcija nosu najbolj boli? To je edini poseg, ki nič ne boli, okrevanje.
zgleda najbolj grozen, Ja, aha, ok. boli pa nič. Ne? Tako pravijo to ljudje, da je najhujše. Ja, ne? Ne, mogoče sam ta odstranitev teh tamponat, ne? Naslednji dan, ampak to res nos je poseg, ki ne rabiš niti proti bolečinske terapije. Zgledaš pa tako, bi te fejst premlatili, no? To je pa res, sam je pa, je Ja. pa fiksen, ne? Tako da ne boli, ker se ne premika, ne? Nima mišice, nima sklepa. No, jaz sem, nič nima. rekla sem, evo, edina operacija, ki bi pri meni prišla upošteva moj nos. Imela bi enako Ravno si obliko, samo slišala. krajšega. To je to. To moramo Robe vprašati. Ne? Ja, zdaj poslušaj, lahko ti da kak signal že zdaj. A je res, da si že v otroštvu na nek način šel v to smer, ko si zlagal Lego kocke? Zgleda. Ha? Ja, to je bil moj, bi rekel, nek tak res otroška. Jaz sem lahko do zjutraj, do 5, 6 zjutraj sestavljal, pa sem pozabil, da ura teče. Ne? In me to sin Mark v petek spomnil, ki je prišel gor na vikend. Pa je vzel eno veliko škatlo, je bil Fred, pa rekel, pa je se začel sestavljati, začel sem jaz takoj priključil, s neko da igreva. Skupaj, ne, sicer jaz nisem strajal tako do 6 zjutraj, ker mi ni pasal več očitno, ne. Ampak je to bila zgodba, ja, ki, fajn, Lego kocke so ena vrhunska, bi rekel, pod narekovaj igrača, ne. Veliko bolj še danes telefoni za otroke, ne, če me ne vprašaš, ne. Absolutno. Prej smo se pogovarjali o darilih. No? Pa sem rekel, da mogoče mu kje not omenil. Lego kocke bi ti Meni je to imel. top. Materiš, če bi vedeli, ker mi je včeraj rojsten dan, ne. Ja, lej. Ampak Bi on, prinesel. a veš, on si itak želi sam nas, A ja. ne? Da smo okoli tebe, ker te delamo mladega. Tako da ti sploh ne rabiš To pa drži. estetske kirurgije. Ostal je brez besed. To drži, to drži. V glavnem, na tic pri vas naredite v zelo nekem doglednem času stvari, ki se jih dogovorite. Koliko je to, 10 dni? Ja, to je bistvo. Ne? Zdaj pač v tem situaciji se je treba pač pacientom slediti z nekimi, bi rekel, termini, ki jih odgovarjajo, ker to je vsem stvar, za katero si moraš nekaj časa vzeti, ker je vizualno si lahko za okrevanje, ne? Malo omejen za službo in potem pač da se pri nas je to nekje vrti med 1 do 3 tednov, odvisno od posega pa od tajminga, no, zdaj, ko bojo prazniki, seveda se to malo razpotegne, ker nas ne bo nekaj 14 dni, ampak potem pa se to vrti, ja, tako nekaj znotraj. No, ampak recimo 14 za dni nove to. laske, da se naročiš, pa pol sam poseg, ker si rekel, da traja toliko časa. Ja, nekje znotraj 1 meseca se to vse zavrti, ne? Tako da to ni. Ampak, a veš, a je zdaj idealen čas mogoče za tak poseg, poseg, presaditev las, ker pol nosiš, ne vem, kapo, skrivaš to ali ne smeš? Niti ne, v bistvu nič ne nosiš, ni potrebno, da si pokrit, ne, v bistvu je bolje, da ne, tako da čas za te posege v bistvu niti ni v letu zelo pomemben, ne. Bolje je za mogoče neke večje posege, da ni to sred poletja, ker je to vročina, celjenje slabše. Tako da drugače generalno gledano so posegi veliko boljši v hladnih mesecih, ne. Ok, kaj pa recimo, jaz pač sprašujem, ker sem laik. Za sebe. Ne za sebe, ampak na splošno. Kaj pa recimo, ok, botoks in te neinvazivne na obrazu, laser. Recimo, a si to lahko naredimo isti dan, ko imamo pol neko fešto zvečer, ali je boljš kak teden prej, da to vse dobi pol? Zdaj botoks pa polnila lahko isti dan. To ženske pridejo tudi med malico, recimo, ne. Okay. Zdaj, ko se jim ne bo treba več evidentirati, sem videl, tako da super. Bravo, Idealno, vidiš, idealno. Ja. Pridite v času malce. v času, brez evidenc. Medtem ko kakšni majčkeno bolj invazivni, kot so kakšni laserji, in tako, to je pa fajn, da kaš par dni prej se naredi, no, da se pač ta koža malo uleže, mislim, umiri, ne, da ni neke reakcije. Okay. Ja, vprašam, da ne bo pol, ne, nisem vedela. Pa jaz vem, pol novoletni pridem, a veš, to je prazniki tako, pa ne vem, Silvestra. bom šla k Tini zobe pult, ne, mislim od rostnega, in pol imam pa, ne vem, zvečer pa Če se bi županu Matici rihtala sprejem. noc, koliko časa pa ostane tukaj uteklina oziroma pač neka barvna korekcija? Rečemo nekje 7 do 10 dni, ne. Je že tako, ker en teden je treba neko masko nositi čez nos, da ti vse Batman skupaj si. stabilizira. Ja, recimo, no. Tebe sprašujem, da vidiš, Ja. šla za Silvestra. V času COVID-a so vsi maski nosili, Ja, so in- si vsi nosili operirali, ker se ni nič videli, ne. Ja, kje sem jaz študirala takrat na nos? Nisi izkoristila Nisem časa, vidiš. izkoristila. Joker, evo. Joker. Ja, Ja, ne, torej Robiju las ne bomo presajali, moja korekcija bo mogla počakati, modrostni ven pa mora iti čim prej. Ne? Mislim, Tako da modrostni cel kup zob. storitev v Medical Group Fabian, vse se najde na spletu, tam najdejo pa tudi vas. Tako je, saj veste, kje smo, tako da pridite, če boste kaj potrebovali, zdaj se lepo praznično spočite. Malco. Ja, to je dobro, Dobro, to je vrhunsko, no, ta med malco,
Na brzino, Sliš. ping, 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 ping. Tjale so skočili v pekarno po Ja, presto. nekaj. Evo, že prije z masko, ne? A veš, Je bila vroča. Matic, hvala, pa lepe prazniki, ki prihajajo. Enako. Hvala za Čau. povabilo. Radio Fantasy. Radio